pa sami vodite kakšen kolektiv in smatrate, da to vrsto znanje bi pisali za pomoč zaposlenim in drugim v kolektive, v društvu, v podjetju, lahko tudi najamete njeno in ona lahko prinaša to vrsto znanja tudi med zaposlenimi, to je neka stvar za pogovor, ki poveča razumevanje med sabo, da lahko vaša ekipo lahko bolj sodeluje, da lahko dosežete ta zaželeni cilj, ki ga imate. Sva Barbara in Steve, hvala vsem, ki ste donirali, naj se vam 10 000-kratno povrne. Preden gremo naprej, rabim enega prostovoljca ali prostovoljko. Prostovoljca ali prostovoljko, pa ne vsi naenkrat. Vaše ime? Tina. Tina. Aj boste kaj zaploskal, kaj je bila pogumna? Draga Tina, a vi razumete hrvaščino? Ja. Tu imate mojo knjigo Misli in emocije, če pa ne razumete, jo nekomu podarite. Slovenščino razumete? Ja, upam, da ja. Nelektorirano. Ja. Namreč upam, da ste prebrali tale knjiga, na žalost, ni lektorirana, ker je v tisk pomotoma šlo nelektorirano na mesto lektoriranega besedila, tako da upam, da ste prebrali, ker nismo povedali in če koga moti nelektorirano besedilo, mu ni potrebno plačati. Hvala lepa. Ja, hvala. A to je bila moja naloga? Ja. Ja, super. Ok, a je Tina imela srečo? Vsi, ki ste rekli, da je imela srečo, boste ostali klečati na podaljšanem pouku. Veste, pogum, to je zelo življenjska vaja. To je zelo pomembno, da si zapomnemo. Torej, tako kot tiste stvari drugače delamo, vidimo, slišimo, čutimo in doživljamo, enako se v isti situaciji drugače odzovemo. To, kar je za nekoga priložnost, je za nekoga katastrofa, za nekoga stres, neizvedljivo in da ne vidi rešitve. Torej, Tina ni imela srečo, imela je pogum. In ravno tako v odnosih potrebujemo pogum, da naredimo tisto, kar je prav, ne tisto, kar dela večina. A veste, to, da večina nekaj počne, ne pomeni, da je prav, da je pravilno, če je nekaj moderno, ne pomeni, da je koristno. In zdi se mi, da bolj kot dajkoli v zgodovini ljudje potrebujemo pogumne ljudi, pogumne v odnosih, pogumne v vseh sferah življenja, da naredimo tisto, kar je prav, da rečemo tisto, kar je prav, ne to, kar večina dela, ne to, kar čutimo, to krasno opisuje knjigica Misli in emocije, ker naša čustva so samo posledice naših misli. Če jaz sovražno razmišljam, jaz ne morem imeti ljubeča čustva do vas. Tako da, evo, skozi imamo praktične primere, kako drugače funkcioniramo. Ostali se pa niste javili zaradi tega, ker se vam ni dalo izpostavljati, a ne, dali ste priložnost drugim. A kaj, če bo Nena nekaj vprašala, pa ne bom vedel, pa se mi bodo smejali. A jeste, to je strah pred drugimi, ki uniči ogromno odnosov, ogromno življenja, ogromno priložnosti. Lahko še eno vprašanje. Ja. Vinik ima lahko delimo tudi, pa ne bom se spet jaz javila. Ja, ampak veste zakaj? Ravno zaradi tega, ker smo vedno povsod... Tudi, kar ste rekla. Ja. Sem malo počakala. Zaradi tega, ker mi se nagonsko prvi javimo in potem izpade. Vedno se ven meče, vedno ona ima srečo. A ne, torej, dajte se vi malo ostavi zagret. Dobro, v prvem delu smo obdelali priljubljenega sangvinika, v drugem delu nam ostanejo še melanholik, kolerik, flegmatik. Največ časa porabim na sangvinika, kot sem rekla, ker je nekako najbolj moteč ljudem v kolektivih. Moteč ne mislim to negativno, ampak ljudje si z njim dajo največ opravka, ker je nekako najbolj izrazit in najbolj istopajoča, ne? O melanholiku sem že precej povedala, tako da zdaj samo nadaljujem. Popolni melanholiki ste ljudje, ki ste izjemni, ki ste dragoceni, ki ste globoki ljudje. Vaša glavna želja je, da bo po predpisih, da bo po pravilih, da bo tako, kot se spodobi, da bo tako, kot je napisano. Obožujete droben tisk, sovražite nered, držite se navodil ko pijanc plota in kot sem že rekla, v službah prepoznamo vas potem, da zelo radi rečete, kje to piše, kje je to opisano in ko naprej. Lotite se vseh, dokončate vse stvari, katerih se lotite, če se lotite. A me slišite? Oni rumeni veliko stvari začnejo, pa ne dokončajo. Vi dokončate vse, česar se lotite, če se lotite.
Zakaj se težko lotite? Ker ste usmerjeni v to popolnost, ker ste usmerjeni v to natančnost, v ta perfekcionizem. Natančnost in perfekcionizem je sicer krasen, če ne gre v skrajnost. Če gre v skrajnost, lahko postane moteč, lahko postane nevaren. Ker greste lahko tako zelo v skrajnosti. Torej, vi ste tisti, ki imate dar, da vidite vzrok problema in to je zelo dragoceno. Istočasno pa je pri vas problem, da se ne znate makniti od tega vzroka, da ga potem v tisto črno piko se usmerite in potem premlevate po njej, hodite po njej, še bolj kopate, a prva stvar, ko pademo v luknjo, je ta, da nehamo kopati, ne pa da še bolj kopamo, da se še bolj zakopljamo. Torej, imate izjemen dar, da vidite vzrok problema, hkrati pa se prepogosto ne znate premakniti od tega, da bi se usmerili v iskanje rešitve. Istočasno ne morete poveličevati problem in iskati rešitve. In zato potrebujemo drugega. Zato vam je Bog dal, ne vem, zakonca, sodelavca, ki je drugačen od vas in ki bo rekel, ok, res si padel v luknjo, res smo v luknji, ok, greva zdaj skočiti ven, deva zdaj splezati ven, dajmo pogledati, kako bomo ven prišli. Na melanholiki ste po naravi pesimisti, ne pričakujete nič na srebrnem pladnju, razen da bo srebro potemnelo. Najprej vidite tisto, kar je negativno, potem pozitivno, recimo, vozite se z nami sangviniki, mi obožujemo naravo, gledamo, joj, kakšne čudovite rožice so tukaj ob cesti zrasle in vi boste rekli, ja, tisti plevel pa zraven ne vidiš, a ne. Ena gospa je pravila, kako je mož bil melanholik in se ima je nekaj zgodilo, ena taka bolj žalostna situacija in ona ga zdaj tolaži in spodbuja, pa saj bo vse v redu, lej saj bova šla ven, pa pravi on, pa ne more biti vedno vse v redu. Torej, oni enostavno nekako potrebujejo nekaj časa, če bi temu rekli, ne vem, žalovanja, tuhtanja, premlevanja te situacije in potem grejo ven iz te situacije, če gredo. Dragi melanholiki, vi imate tako globino, tako kreativni ste, tako ste umetniški. Jaz za vas rečem, da bolj ko je zahtevna stvar, bolj ko je težka stvar, bolj vi v njej uživate. Fizika, kemija, matematika, umetnost, glasba, ta sodobna tehnika. Vi ste tisti, ki najbolj zakomplicirane tehnične stvari razstavite, obožujete te tehnične napravice. Če imate uro, so to verjetno ura, ki je kvalitetna, ki je draga, ki kaže 3 različne časovne pasove v svetu. Vi ste tisti, ki razmišljate, nisem tako bogat, da kupujem poceni. Vi ste tisti, ki kupuje kvaliteto in ne kvantiteto. Vi ste tisti, ki ne kupujejo v Kiku, v Tediju, v Mani in tako naprej, ampak tudi če prijemate socialno podporo, boste šli kupovati v Lisu oziroma tam, kjer so kvalitetne stvari. Da vidim, sem prav povedala, tisti, ki živite z melanholiki. Ampak če ste izraziti melanholik, ne boste v Kiku kupovali. Izraziti melanholiki kupujejo kvaliteto. Mi imamo različne želje in potrebe, a to ste tudi že ugotovili. Kaj prevladuje pri večini ljudi, želje ali potrebe? Vidite, tudi tukaj nimate enotno mnenje. Tisti, ki zagovarjate potrebe, ali ste kdaj kupili nekaj, kar ne potrebujete? Zakaj pa? Ker ste si želeli. Pri večini ljudi prevladuje želja, razen mogoče pri izrazitih melanholikih. Oni imajo to zelo načrtno, zelo vedo, oni bodo splanirali, bodo varčevali in bodo kupili tisto, kar potrebujejo, poiskali bodo vse možne popuste, pogajali se bodo za ceno, ne bodo kar kupovali nekaj, kar ne rabijo. Oni so tisti, ki zbirajo kupončke, unovčijo kupončke za popuste, saj mi Rumeni jih tudi zbiramo, sam jih pozabimo pol unovčita, ne? Torej, dragi melanholiki, potrebujemo vas, ker ste globoki, ker ste ljubeznivi, ker ste sočutni. Vi ste tisti, ki se z nami jokate, ko mi jokamo, ki znate prisluhniti, ki znate s človekom jokati. Recimo, če jaz danes povem neko svojo težko situacijo, me boste vi čez 3 dni poklicali in boste rekli, Nena, toliko mi je hudo za tisto tvojo situacijo. In veste, kaj bo Nena rekla?
Kjero situacija, Nena je že zdavnaj pozabila, vi pa še zmer razmišljate o moji situaciji in tuhtate o moji situaciji. Ste zelo skrbni, ste zelo ljubeči. Spomnim se, ko sem pred časom bila na enem kampu v naravi in takrat sem imela navado moliti z enim prijateljem po telefonu vsako jutro in v kampu se pač zbudimo in zjutraj sem šla na sprehod in se pogovarjala in jaz opisujem na sangviničen način. Joj, to bi mogel videti, kakšna čudovita narava, veš, kakšna lepa narava, kakšna lepa drevesa, veš, kakšne različne rože so tukaj dol po gozdu, joj, mogel bi videti kakšen čudovit sončni vzhod, jo, a slišiš ptice, kako pojejo in jaz vsem tistem efektu, navdušenju njem opisujem in ko sem nehala, veste, kaj je bil njegov komentar? Pazi se klopov. Ampak, poglejte, zdaj iz stališča tipov osebnosti, kaj to meni? Zdaj, ko jaz vem, ko poznam te stvari, to je meni pokazalo, kako je njemu mar za mene, kako je on skrben, ker jaz kot sangvinik, a veste, jaz doma tudi enega aspirina nimam. Vi, melanholiki, imate doma po 3 apoteke, vi ne greste brez 2 zavarovanj na potovanje, vi sploh ne greste na potovanje, če nimate rezervnih zavarovanj. Drži ali ne drži? Vi se ne spomnite, pa greste na izlet. Vi to enostavno načrtujete in se vam zdi nesprejemljivo, da bi šli brez takega drugačnega zavarovanja. Meni je včeraj, ker zdaj grem v Bosno pa na Hrvaško, mi je rekla ena prijateljica, prva stvar, ko sem jaz rekla, da grem v Bosno, sem pričakovala njeno navdušenje, ona pa, a imaš kaj še plavo kartico zavarovanja? Jaz kaj to je? Mislim, jaz sploh ne planiram, da jo bom rabila, ne? Ampak prva stvar, ki je ona pomislila, torej, če drugače rečem, melanholiki so ziheraši, razumete besedo ziheraš? Rezervni načrt za rezervni načrt. Vi se ne boste lotili stvari, če nimate rezervnih načrtov. Vsi ostali se lotimo, pa bomo že sproti potem reševali. In melanholiki, dejte se lotiti stvari, ker če bi se vi lotili, ne bo treba nam šušmariti na pol delati, a ne? Kaj še pomembno? Torej, vi ste tisti, ki ste odlični ste v varčevanju, ste po naravi ste varčni in poročeni ste z nami, ki radi zapravljamo denar. Sangviniki, slaba lastnost je, ne znajo s financem, kupijo vse, kar se sveti, kar imajo njihovi prijatelji in ne znajo s financem. Zato, če živite s sangvinikom, prevzemite finance, če ste oba dva sangvinika, najemte zunanjega svetovalca. Zelo resno mislim. Odlični ste, melanholiki ste odlični, ko je potrebno kakšne usmeriti se v podrobnosti, ko so potrebne kakšne organizacije, organizirati stvari, ko je treba kakšne globoke stvari, ko je treba kakšne premišljene stvari. Se pravi, ste ljudje, ki imate izjemno veliko talentom. Vendar, odlično funkcionirate, ko okoli vas ni veliko ljudi, rajši ste v prostoru enkrat ena brez okna, ko z enim rumenim sangvinikom, ljudje vam izčrpajo energijo in imam prijateljico, ki dela z eno sodelavko, ki je izrazit rumen sangvinik in ona pogosto ostane po delovnem času, ker med delovnim časom se ne more osredotočiti na delo, ker kolegica sangviničarka njena precej po telefonu stranke kontaktira in tak naprej in se ne more osredotočiti. Moja hčerka, ko je prišla iz šole, jaz sem se mogla navaditi, da potrebuje vsaj uro in pol, da se spočije, da pride k sebi, da nabere energijo. Zame je to nepredstavljivo, mislim, kaj češ pri 13, 14, 15, 16, a zdaj ti rabiš sredi belega dneva se spočiti, a ne? Ampak potem, ko sem se to naučila sprejeti, se je najin odnos bistveno izboljšal in bistveno lepši odnos smo imeli in bistveno več smo tudi naredile. Torej, če želite, da vaš družinski član, ki je melanholik, nekaj naredi, je potrebno, da mu date vmes čas, da se spočije. Imate mobitele? A se vam kdaj spraznijo? Kaj pol naredite? Vržete jih v smeti, jih zmerjate, boste klicali operaterja, da se želite ločiti od mobitela ali ga napolnite? A ga napolnite? Ja, lejte, enako je z nami ljudmi, nimamo vsi enak nivo energije. To je bila ena težjih stvari, ki sem se jaz mogla naučiti. Jaz zdaj pri svojih letih, proti 60. grem, brez problema lahko 2-3 dni delam brez da spim. Še zdaj. Ker to je enostavno v nas.
Koleriki, jaz sem kombinacija kolerik sangvinik, se pravi tista totalno energično odprta. In mi smo res obdarjeni s to prav posebno energijo. Ampak nekdo, ki ni ta tip posebnosti, on enostavno nima in potrebuje večkrat na dan počitek. Kar je pomembno, da veste za melanholike, tisti, ki niste melanholiki, je to, da ne prenesejo dotik ljudi, ki niso v njihovem intimnem krogu. Melanholike v svojem intimnem krogu ne potrebujejo veliko ljudi. Oni zelo ločijo med besedo prijatelj, sodelavec, kolega, znanec. Prijatelje imajo zelo malo, ampak tisti, ki je prijatelj, je dejansko prijatelj in pred njim se razgalijo. Melanholiki so tisti ljudje, ki... Opravičeno. Melanholiki so tisti ljudje, kako jih prepoznate v službi. Mogoče zelo dolgo delate z njimi, pa še vedno ne veste, kje živijo, koliko otrok imajo, kaj imajo radi in potem to za nas ostale, ki nismo melanholiki, izpade, da so ošabni, da so vzvišeni, da so nedružabni, da, pomagajte mi še kakšno besedo najdete. Kako? Skrivnostni, ja. Ampak poglejte, zelo pomembno je, da si zapomnemo. Melanholik hodi v službo zato, da dela. Njegov moto je služba, družba je družba. On nima potrebe razgaljati svojo intimo. In zdaj me poslušajte vsi, ki niste melanholiki. Za melanholike je intimno vprašanje, kje živiš. Bog ne daj, da jih vprašate, koliko imajo plačo, ali pa kako so se spoznali s svojim zakoncem, ali pa kje so kupili nekaj. To so vse za njih intimna vprašanja. Jaz imam kolegico, ki je šla na izlet z avtobusom in potem pride vsa šokirana, koliko so ljudje nekulturni, spraševali so jo, kje živi, od kje prihaja. Torej, v službi je zelo pomembno, da se naučite sprejeti ljudi, ki nimajo potrebe z vami deliti vaše osebne podatke. In zdaj me pa vsi poslušajte, to ni mobbing. Če kdo ne želi z vami deliti svojih osebnih podatkov, to ni mobbing. Oseba, ki je vaš sodelavec, je dolžna vam povedati stvari samo, ki se tičejo dela. In še to, kar vam mora povedati. Ne rabi vam povedati, kar jim ni treba. A veste, in to ljudje potem izhajajo iz sebe, obrnejo proti vam. Ja, ti me ignoriraš, ti se z mano nočeš pogovarjati. Veste, in zdaj, če bi se mi naučili sprejeti to drugačnost, če bi delali drug ob drugem, če bi bili iskreni drug do drugega, bi vi meni povedali, ne me spraševati, zame so to neudobna vprašanja, ne želim ti o tem odgovoriti, ne želim se o tem pogovarjati in če bi jaz imela to zavedanje, ok, smo drugačni, nimaš te potrebe, ok, se bom šla pogovarjati s Tino. Ko bo pauza, bom šla k Tini na čvek na klepet. Tako, ker pa to ne vemo, izhajamo iz sebe, druge obsojamo. Vi melanholiki pa ne boste povedali, da vam je to moteče, da ne želite, da vas to sprašujem. Zakaj? Zato, ker sem dan že povedala, ker izhajate iz sebe in razmišljate. Vsak normalen ve, da to ni normalno obnašanje. In se spet zaštrikamo v stvari, ki so povsem nepotrebne, odteka nam energija, ne delamo stvari, ki bi jih mogli v službi, ampak se ukvarjamo z reševanjem medsebojnih problemov. Vemo pa, če se v službi slabo počutimo, da je to lahko zelo grozno in da je učinkovitost lahko zelo nizka, posledično gremo v bolniške in tako naprej. Melanholiki, povejte nam, kaj mislite, mi ne znamo brati vaših misli. In že smo pri tem, torej, a ste videli koliko dragocenosti, kako dragoceni ste melanholiki? A ste vi videli ostali, ki niste melanholiki, kako dragoceni so naši melanholiki? Natančni, skrbni, ljubeči, varčni, usmerjeni oziroma vidijo vzrok problema, so zelo kreativni, sam razlika med njihovo kreativnostjo pa kreativnostjo sangvinikov je v tem, da se oni lotijo ene stvari in to potem izpilijo v nulo in postanejo strokovnjak v tem. Slabe lastnosti melanholikov. Ne dotikajte se jih, ne sprašujte jih intimne stvari, ko vidite, da je nad njihovo glavo temen oblak. Če je to v službi, če se želite z njimi pogovarjati, to velja sicer za vse tipe, ampak za njih še posebej, ne jih pred drugimi razgaljati. Če imate nekaj za vprašati, dejte jih
na samem vprašati. Če je doma vaš melanholik, če ima črno oblak nad glavo, vzemite si kvaliteten čas. Neko gledate reklamo na televiziji, neko date špagete kuhati, kvaliteten čas. Usedite se zraven njega. Imte ga za roko ali pa ne vem, dajte mu glavo na rame ali pa ne vem. In eno vprašanje naenkrat, nekaj v smislu, ali te kaj teži, ali a se želiš pogovoriti, ali se je kaj zgodilo. Ne jim zastavljati 7 vprašanj naenkrat, kot to imamo navado rumeni pa rdeči. Kaj se je zgodilo v službi, te kdo kaj naredil, kaj ste pa imeli za malce, s kom si pa prišel domov in potem moja hčerka reče, in na kaj naj ti zdaj odgovorim, je v moji glavi na vse. Hvala, Tina. Ja, torej prvo postavimo eno vprašanje in potem ste vsi videli? To, ko je Tina rekla, smo tiho in čakamo in potem je ena gospa rekla, to rojevanje odgovora. Zakaj rojevajo odgovor? Ker pri njih mora biti vse smisleno, vse mora imeti začetek in konec, glavo in rep, ne more kar neki bleken, zelo obsojajo ljudi, ki kar rečejo, pa potem rečejo, nisem resno mislila, s takimi so poročeni, a ne? Torej, pri njih mora biti vse, mora imeti nek smisel. In dragi moji, če čakamo, a bomo dočakali? Če čakamo, bomo odgovor dočakali. Sam se moramo vprašati, a mi je bolj pomembno, da imam prav, a mi je bolj pomemben naš odnos. Tako da je zelo pomembno, da jaz sem se mogla naučiti, da če želim, da se hčerko pogovorim o določenih stvareh, sem se mogla naučiti, kdaj je tisti čas, ki njej ustreza. Zdaj, če jaz spet izhajam iz sebe in jaz bi dajmo hitro pred takoj, imamo 5 minut časa, dajmo. Pa potem je ena prijateljica naučila, lej, ne drezaj v njo, ker bolj, ko mi v melanholike drezamo, bolj se oni zapirajo. Torej, nekako moramo prepoznati tisti pravi trenutek, kdaj je tisti pravi trenutek. In to rabimo vsi modrost. Ponavljam spet, v pravem času, na pravi način, na pravem mestu, s pravim tonom glasu, v ljubezni in spoštovanju. In resnično ti sangviniki, ker itak radi igrate, naučite se igrati tišino. Mogoče najbolj, kar lahko naredite za vaše melanholike, da se usedete zraven njih in uživate v tišini. Pa saj nismo rekli, da je lahko, ni pa nemogoče. Torej, če želimo ugajati, mi njim podarimo tišino, oni pa nam bojo podarili mogoče to, da grejo z nami na ples. Seveda, če znajo, oni so tisti, ki plešejo, oni morajo, če bodo plesali, če imajo plesno šolo. Sicer tako na pamet naučeno ne bodo plesali, a ne? Ok, kaj je še pomembno za melanholike? Slabe lastnosti govorimo, trmasti ste, negativno trmasti, zamerljivi ste, zamerite in težko potem odpustite, ker to kanalizirate, to secirate, da joj, tistim ljudem, ki so z vami. Tako da resnično molim Božjo milost za vas, da postanete bolj odpuščajoči, bolj tolerantni do vseh nas ostalih, ker nihče ni popoln, a ne? Torej, povejte, kaj mislite, to je zelo pomembno. Ste pa dragoceni in vas potrebujemo. Si predstavljate, da bi, ne vem, v tisti Sikstinski kapeli kakšen sangvinik risal, ne, bi prišel gor na lojtro, pa bi ugotovil, da je pozabil kantico z barvo. Ali bi, ne vem, mislim, ure in ure biti pod stropom. Ni vsak za vse. Si predstavljate, recimo, da bi zgodovino, vsak osebnostni tip, kako bi pisali zgodovino. Če bi sangvinik, bi to bilo wow, nadodano, okrašeno, z neresnico. Sicer zabavno. Če bi pisal kolerik, pri njem mora biti vse kratko, jasno, jedrnato, bistvo bistva, bitka je bila tam, pa tam zmagali so tisti, pa tisti pika. Če bi pisal flegmatik, mogoče se še danes ne bi lotil. Ali bi se lotil, pa ne bi končal. Melanholiki so tisti, ki pišejo zgodovino vse podrobnosti tako, kot je bilo. Brez olepšavanja, brez dodajanja. A veste, kako zelo pomembno je, da smo drugačni, da je vsak za nekaj, ni pa vsak za vse. In če ste tukaj podjetniki, je to zelo pomembno, ali pa vodje, da to prepoznate, dajte zaposlovati ljudi na podlagi sposobnosti, ne na podlagi poznanstev ali papirjev. In potem imamo kolerike. Koleriki, to so tisti ljudje,
ki so tudi glasni, ki so energični. A kako hodijo? Počasi ali hitro? To se sam trese, ne? Dum, dum. Če odpirajo vrata, dum, dum. Če ste na sestanku z direktorjem, ali ima kolerik respekt, da pride na sestanek in vas kaj vpraša? Da ali ne? Ne, pa kaj bom jaz zdaj čakala, da vi končate sestanek? Mene to zanima, ja bom prišla not in bom vprašala, ne da imaš 5 ministrov pri sebi, ne. Torej, koleriki so po naravi pogumni, nimajo respekta pred drugimi, so deloholiki po naravi, kar je boljš, kot da bi bili deloholiki ali pa alkoholiki, so zelo hitri, so zelo energični, za njih so počitnice zguba časa. Če pa že morajo iti na počitnice, to potem morajo biti počitnice, kakšne? Delovne, akcija. In zdaj, ker so poročeni s temi zelenimi, ki potrebujejo veliko počitkov, vprašajte njihove zelene partnerje, kaj si vsaj enkrat v življenju želijo, kakšne počitnice? Mir. Ležanje na plaži, čivavo na straži, a ne kako že gre tista pesem. Če oni zbirajo počitnice, tu skozi mora biti neka akcija, skozi mora biti se nekaj dogaja. Tudi če kdo tukaj dela v turizmu, tudi ko ljudem prodajate počitnice, je pomembno, da jim prodajate na podlagi njihovega tipa osebnosti. Ne glede, kaj delamo, veste, je pomembno, da imamo to razumevanje teh naših osebnostnih razlik. Recimo, če sem jaz vzgojiteljica, jaz kot Jasmina, energična, glasna, odprta, kateri otroci bodo meni nehote bolj simpatični? Ja tak, ja ne, ki imajo življenje vse, une mirne in ki se spodobno obnašajo in ki se nikamor ne premaknejo, bom poslala psihologu, da so antisocialni. Če sem mirna vzgojiteljica, introvertirana, kjeri mi bodo nehote všeč? Tisti, ki se spodobno obnašajo, mirni, ki ne delajo na svojo roko in jih bom poslala psihiatru, da so hiperaktivni, a ne oni ta drugi. Malo za šalo, ampak malo za res. Dragi in spoštovani, mi vsak trenutek imamo priložnost, da drugega obsojamo. Ste že slišali, da starši, ki imajo več otrok, imajo ljubljenčke? Ljubljenčke. A ste reči ljubljenček? Ljubljenček. Enega imaš rajši. Katerega otroka imaš rajši? Tisti, ki je po mojih merilih, kot pravi Ljuba, po mojem tipu osebnosti. Jaz sicer imam eno hčerko, ampak imam nečaka pa nečakinjo. In nečakinja je taka bolj globoka gledališče, balet, globoke stvari, nečak je pa cirkus, pa take stvari, a ne? In kaj mislite, s kom bom jaz prej potegnila? Jaz nečakom, a ne? Gremo malo ven, gremo na cirkus, gremo se afnat, gremo na vrtiljak in tak naprej. In hčerka in nečakinja bojo obračala oči zraven, a ne? Tako da včasih je težko biti pravičen, težko je pravično se odločiti. Dajmo se mi nazaj vrniti na kolerika. Kolerikova glavna želja je, da bo po njegovo in to takoj, prec. Če ne ste že v problemi. Recimo, če vam kolerik reče, daj mi prinesi vodo, če vaša zadnja plat ni v zraku, ko on reče vodo, že on potem nori, že on mora sam to narediti, ker z vami itak ni nič, dok boste se vi spomnili, bo on že to 5krat naredil in potem je tisto mahanje z rokami in tisti vatreni pogledi in ne vem, to potanje, pa udarjanje po mizi, ali pa za njega je značilno to, ali pa to, včasih tako celo z dvemi žuga, ko kaj piše, ko vam piše kakšna sporočila s tiskanimi črkami, pa 3krat podleče, pa 3 klicaje naredi, a ne? Če bo naša Barbara pisala, bo napisala zraven smejka, bo narisala, pa hvala bo napisala. Potem, kaj je pomembno za kolerike, da vemo? Oni imajo naraven dar videti rešitev. Ne glede, nekaj sem dan že omenila, ne glede v kateri situaciji se znajdejo. Naraven dar, da vidijo rešitev. Oni ponavadi vedno imajo prav. Niso pa priljubljeni, ker po naravi niso ravno empatični. Ne znajo ravno izbirati lepih besed. Pri njih je ono, što na to na dum. Točno to sem imela v mislih, pa nisem vedela, kako ne prevedem v slovenščino. Se pravi, imajo prav, ampak s tem svojim prav pogosto, kad prizadanejo ljudi, kjer ne znajo na primeren način povedati, ob pravem času in potem v bistvu izničijo
to da znajo rešitev pokazati. Zato tisti koleriki, ki ste tukaj, lepa beseda, lepo mesto najdete, pen pes ni za nobeno rabo. In kaj mislite, kdo se prvi spremeni od vseh tipov osebnosti? Mi se lahko spremenimo, a ne? Še vedno ne bomo postali nekaj, kar nismo, lahko se pa naučimo. Kdo se prvi začne spreminjati, ko se odloči? Kolerik. Sangvinik se bo prvi navdušil, ampak mu bo nekaj vmes prišlo, melanholik je itak popoln, zakaj bi se spreminjal, flegmatik je tisti, ki nas vse sprejme in nima potrebe, da bi druge spreminjal, posledično niti sebe. Kolerik, ko se odloči, ko bo videl, da mu bo to koristilo, bo on prvi, ki se bo naučil stvari, ki mu bodo pomagale, da doseže večjo učinkovitost. Ker rdeča nit življenja kolerika je v čim krajšem času, čim več, čim bolj, čim hitreje narediti. Njega karkoli dela, njega tudi spremljajo te besede, če ga boste poslušali, bo on rekel, če tudi ni potrebe, da bo hitro. On bo rekel, dajmo to hitro narediti, daj mi hitro povej, naj ti hitro pomagam. Torej, čeprav, me slišite, ni potrebe po hitenju, ampak to je v njem. Če boste delali z eno roko, bo rekel, zakaj ti je Bog dal dve roke, ne moreš obe roki uporabljati. Če se boste ustavili, ko nekaj delate, ne vem, pomivate posodo, neka fešta je bila, ena pomiva, druga briše in se boste ustavili, dobro, dve se ne boste, ker ti to ne boš dovolila, ampak če se ustavite in se pogovarjate, pride kolerik, a ne morate delati in se pogovarjati hkrati? Torej, v koleriku je to globoko, da on hoče čim več stvari hkrati narediti. Ne glede, kaj dela, on hoče, da bo to čim bolj učinkovito, čim več, na čim bolj praktičen način. Sovraži kompliciranje. Kdo je mojster kompliciranja od tipov osebnosti? Melanholik. On še najbolj enostavno stvar lahko zakomplicira. A veste, mi bomo, kolerik bo rekel, treba pokositi travo. Bo zavihal rokave, če je še 13 minut, bo še dan, ok, v teh 13 minutah lahko kar precej pokosim, če je kosilnica v garaži. Melanholik bo rekel, ja, mogoče pa res, ok, čak, da bi mi to ustrezalo, da preverimo, imamo benzin in tak naprej. Torej, on lahko zakomplicira, pa kaj zdaj delaš doktorat iz košnje trave? Ali pa recimo, ne vem, treba je obeliti to. Sangvinik bo rekel, ja, to bo zabavno, bomo kakšno barvo dali. Melanholik bo rekel, ja, res je treba je pogledati, kje so cene cenejše, kje so kdaj v akciji kakšne stvari, koliko zaščitnega traku rabimo, kdaj bomo to naredili. Flegmatik bo rekel, sej še ni toliko krize, lahko še malo počaka. Kolerik bo rekel, sej res, Bauhaus dela do 9, lahko, daj hitro skoč kupiti en najmer, danes lahko že premažemo en del. Ampak končni rezultat od vseh, kdo bo imel najboljš narejeno? Melanholik. Bo imel pa brezhibno. Brezhibno. A veste, tako da, dragi moji koleriki, hitrost ni vedno tudi učinkovitost. Če pri tej svoji hitrosti mi veliko stvari pozabimo, razbijemo in tako naprej. Naj vas naučim nekaj glede kolerikov. Ne se nas bati, mi izgledamo kot buldožerji, ampak smo prvi, ki vam bomo pomagali. Pustili bomo svoje delo in bomo prišli pomagati vam. Vendar nas ne vabite potem na kavico, ker nimamo časa, ker nas doma čaka delo. Drži koleriki, dajte mi pomagati, če to drži. Na kavice ne hodimo, razen če imamo od tega koristi, oziroma razen če zraven nekaj delamo. Tako da, če želite, da pridemo na kavo, povejte, da imate nekaj za delati, bomo takoj preleteli k vam. Za kolerike pravijo, da se deremo, da kričimo. Kaj sem na začetku rekla? Da se ne derem, ampak da samo govorim glasno. In to je tako zelo pomembno. Tako kot je pomembno, da sangviniki ne šlatajo, ampak se dotikajo, tako je pomembno za kolerike, da se naučite sprejeti, da mi dejansko ne kričimo. Moj današnji glas je v mojih ušesih na lestvici od 1 do 10, danes 3 do 4. V vaših je pa 13+, a ne? In zdaj pogledajte, kaj se dogaja. Tisti, ki ste koleriki, ali so vam kdaj rekli, kaj kričiš, kaj se dereš, kaj upiješ? In vi ste gledali... Dobro, to je druga stvar. Ampak tisti, ki nimate možove gluhe ali pa žene, a ste gledali ono, pa kdo se dere? Pa jaz se res ne derem. In lejte, to je tako zelo pomembno, ker tudi v mobbingu vas učijo, da če kdo preglasno govori, da je to mobbing. Ampak pogledajte, mislim, to je tako pomembno, prosim vas, dajte slišati. Koleriki imamo po naravi močen glas.
In to, kar je meni, jaz ko se trudim normalno govoriti, se spomnim, pred časom sem nekaj hčerke govorila, nekaj mi je delala na računalniku in jaz sem bila tako zraven nje, nad njo, in jaz z istim zavedanjem, ok, Nena, daj tiho povej, kaj Ana Marija je občutljiva. Torej, jaz se trudim tiho govoriti za moje pojme. A veste, kaj je bil njen odziv? Pa sem se trudila tiho povedati, za njo je bilo še vedno preglasno. In jaz bi se vam zlagala, če bi rekla, da mi lahko spremenimo ton glasu. Jaz lahko na začetku, ok, ko se zavedam, dobro, Nena, daj se zmanjše glasa na telefonu, včasih sem imela opomnike, posteni, da tiho govorim, ampak potem, ko jaz padem noter, jaz pozabim in moj glas gre gor. Torej, tu rabim vašo pomoč, hčerka mi reče potem, mami, a lahko lepo poveš, mami, sej te slišim. Torej, spet to moramo vedeti na delovnem mestu. In poglejte zdaj, jaz čistim srcem na delovnem mestu, povem, tole je treba odnesti na pošto. In vi, kaj se pa dereš? Kdo pa misliš, da si? Kaj mi komandiraš? In mislite, da sem vas vzela na pik. A jaz vse, kar imam v glavi, je učinkovito. Zakaj bi šle obedve na pošto, če že itak ti greš in lahko vse odneseš? To so zelo pomembne stvari. To je tako pomembno, da se naučimo to sprejeti. Torej, ker če se mi koleriki začnemo dreti, to zgleda ful drugače. Ne bom zdaj demonstrirala. Naslednja stvar, ki jo morate o kolerikih vedeti, je, da imajo kratek fitil. Eksplozivni so. V trenutku eksplodirajo. Kratek fitil sem rekla. V trenutku eksplodirajo. Kaj to pomeni v praksi? Bilo treba drva donesti, da nas ne bo zeblo. Ok, moram se naučiti videti, ali so tista drva v tisti kišti, za katero so namenjena. Če ste bili zadolženi za kuhanje kosila, ali je ob 2 kosilu kuhano za to koseb s tem materialom, ki ste ga imeli na razpolago. Če je, ne vem, treba perilo biti obešeno, ali je obešeno. Razumete, o čem govorim? Mi se pa tem spuščamo v to, kak si pa to naredil?
Ok, slabe lastnosti kolerikov, nima jih, gremo naprej. Ok, največja slaba lastnost nas kolerikov je to, da ne vidimo svojih slabih lastnosti. Če bi mi koleriki priznali vsaj eno slabo lastnost svojo, bi bili skoraj tako idealni, kot mislimo, da smo. Torej, največja napaka, največja slaba lastnost je, da ne vidimo svojih pomanjkljivosti, ne vidimo svojih napak in mi za svoje napake nismo nikoli odgovorni. Pokasira ponavadi tisti, ki se zraven najde, čeprav se mu niti ne sanja, zakaj se gre. Če bi vi naredili tako, kot sem jaz rekla, do tega itak ne bi prišlo, a ne? To so ponavadi izgovori. Kaj še pomembno, da veste, pri koleriku kratek fitil ima, to sem vam že rekla, zna biti zelo žaljiv, zelo vzkipljiv, zelo netoleranten, njega ne zanima, a ga imate radi, a ga nimate. Unim rumenim je pomembno, da imate njih radi, sangvinikom. Kolerika boli John. A ga marate, a ga ne marate. Naredite in boste preživeli. Ne vem, glava te boli, a dej, kaj si taka cmizdra, kaj te boli glava, pa daj malo potrp nared, pa boš pol šel domov, če že moraš, ali pa spij aspirin, ali pa 2, pa boš držal do konca delovnega časa. Torej, zelo so netolerantni, zelo so neempatični, enostavno sovražijo lenobo, sovražijo počasnost in sovražijo, če kdo jamra in stoka in ne vem, je tak, da ne more... Sovražijo tudi bolezni, ne prenesejo, ne sprejmejo, da so bolani ali pa karkoli. Za počasne ljudi bi jih najraje zgrabili, pa predstavili, pa mim šli, a ne. Torej, to sovražijo, ampak ponavadi so z njimi poročeni. Mislim, da je to, kar se kolerikov tiče. Še enkrat, ne se nas bati, smo prvi, ki vam bomo pomagali, ampak nehajte nas vabiti na kavice in na domjenke in ne vem kaj, ker mi nimamo časa. Povabite nas, če je treba kaj narediti, bodite prepričani, da bomo naredili. Smo odlični improvizatorji. Melanholiki zmrznejo, če se kaj sesuje, če ne gre vse po rekelcih. Koleriki usvetimo, če je treba kaj zimprovizirati, tu smo ta glavni. Na zdravje, res je. In na koncu nam ostanejo naši dragi flegmatiki. Tudi njih sem se danes nekaj dotaknila. Oni so v bistvu osebe za vse namene. Niso tako izraziti, niti nimajo nekih izrazitih plusov, niti nekih izrazitih minusov in zato pogosto skozi življenje gredo neopaženo. Skozi šolo, skozi življenje. To niso ljudje, ki so ambiciozni, to so ljudje, ki smo rekli, kaj so mirovniki, mir. Njihova glavna želja je mir, mir za vsako ceno. Rajši bom tiho, rajši ne bom povedal, da ne bom koga ujezil, žalil, zburkal vodo, bom pokimal, ampak mislil si bom svoje in tako naprej, a ne? Kako jih prepoznamo navzven? Sangviniki so oni, ki mahajo, kričeče oblečeni, melanholiki so oblečeni, ko z modne piste, vsaka las na svojem mestu, klasika, najbolj živa barva, kaki barva, koleriki so praktični, imajo rade kombinacije rdečo-črna, kaj pa flegmatiki? Kako hodijo? Počasi pa radi se malo zagegajo, zaguncajo, a ne? Kako so oblečeni? Ja, neopadljive, široko, udobno. A veste, sangviniki imajo radi trendovsko, melanholiki kvalitetno, pa da bo v stilu in lepo, koleriki, da bo praktično, flegmatiki, da bo udobno. Zato jih pogosto vidite v širokih hlačah, majicah, raztegnjenih trenerkah, a ne. Njim je pomembno, da je udobno. Oni so opazovalci, sangviniki govorijo, melanholiki premišljujejo, koleriki naredijo, flegmatiki opazujejo. Zelo radi se kam naslonijo, tako da imajo pogled na celotno dogajanje in opazujejo. Njihov moto je, če lahko sediš, potem ne stoj. In ko se usedejo, njihova priljubljena sedeča poza je poluležeči položaj. Če imaš možnost, da se uležiš, se pač uleži, a ne? Oni imajo izjemno sposobnost varčevanja z energijo. Ok, mogoče vam je smešno, ampak enkrat me ena prijateljica vprašala, a ti veš, zakaj mi rabimo toliko počivati? Sreka, pojma nimam, zame je to včasih bila lenoba. Pravi, zato, ker nimamo energije. In oni dejansko hitro zgubijo energijo in rabijo veliko počitka.
Flegmatiki so po naravi edini od vseh tipov osebnosti, ki nas sprejmejo take, kot smo. Ne želijo nas spreminjati. Vsi ostali mi bi drug drugega malo spremenili po svoje. Flegmatiki nas sprejmejo take, kot smo. In to je nekaj izjemnega, to je nekaj čudovitega. Pa prosim vas, ne mešati karakter in tip osebnosti. Karakter je pošteno, zvesoba, to karakter gradimo, a ne? Tip osebnosti je pa to, o čem govorim, temperament, a ne? Flegmatiki imajo izjemno visok prag potrpežljivosti. Izjemno. Ampak ko njim poči, sezujte se in bežte, ker pa so hujši od kolerikov. Dolgo traja. Ampak ko se pa odločijo, potem jih nič ne ustavi, potem so opasni, nevarni. So izjemni poslušalci in poslušanje je najpomembnejša komunikacijska veščina. Hkrati pa najbolj zanemarjena. Kdor posluša, vodi pogovor. Dobri poslušalci so najboljši prodajalci, če je tu kdo. Ne proda tisti, ki veliko govori, ampak tisti, ki zna dobro poslušati. In danes je poslušanje tako obupno, potrebujemo uho nekoga, ki bi nas znal poslušati. In oni so dejansko poslušalci. Sangvinik te bo navduševal, kolerik ti bo iskal rešitve, melanholik bo iskal razloge, zakaj si v to padel. Flegmatik te bo iskreno poslušal in poslušal in poslušal in poslušal. Je rekla ena gospa, ko je bila nekje na nekem dogodku, da en večer sedela ob nekom, ki je cel večer govoril, ona je pa sam poslušala in na koncu večera pravi, gospa, tako dolgo se že z nobenim nisem lepo pogovarjal, pa pravi, ne vem, če sem rekla par besed, sem samo poslušala, a ne? Kaj še pomembno, da vemo za flegmatike, so odlični delavci. Prosim, poslušajte me zdaj, starši so delavci nadrejeni. Flegmatiki so odlični delavci, lojalni, predani, natančni, zanesljivi, naredijo vse, kar jim rečete. Če jim rečete, to so tisti ljudje, ki so že 100-krat kaj naredili, že vrabci na veji vedo, da treba narediti in ko jih vprašate, zakaj nisi naredil, kaj je odgovor? Se nisi rekel in vi potem ven padete in potem kolerik znori in kolerik razmišlja, če ti ne vidiš, da jaz delam, ti tudi ne bom povedal, bom rajši sam naredil, a ne? In flegmatik se sprašuje, zakaj se pa razburješ, saj mi sploh nisi povedal, da naredim. A veste, in zdaj smo mi v križišču, zdaj se moramo vprašati, ali želim imeti prav, ali želim rešitev. Če rdeči zahteva, da morajo drugi brati njegove misli, da morajo videti, kaj dela in priskočiti, a ima zeleni enako pravico zahtevati od nas rdečih, da mu povemo. Ja, in zdaj je moje vprašanje, ali želim, da je narejeno, ali želim imeti prav. In če se naučim sprejeti, ok, moj otrok, moj zakonec, moj delavec je pač oseba, ki bo vse naredila, če ji rečem, a potem ni bolj modro, da se naučim reči, če tudi je treba vsak dan 7-krat ali pa napisati, kot pa da se vsak dan jezim. A ni bolj modro? In daj bojo odnosi boljši? Ja, ko bo narejeno, ko bo rečeno, a ne? Flegmatiki so odlični za rutinska dela. Najboljši, najbolj idealni. Ni tako dolgočasnega dela, ki ga oni ne bi mogli opravljati. Rdeče, rumeni sovražijo rutino. Zeleni so odlični. Zeleni nimajo visoko ambicij, nekih visokih ambicij, po naravi so duhoviti. In zdaj, če tako pogledamo, ko smo rekli, evo, končujem za 3 minute, te so odprti, te so zaprti, ta stran je usmerjena v cilje, ta stran je umerjena v odnose. Ko rešujete teste, kombinacija tak, ni ravno naravna kombinacija kolerik flegmatik, to ni naravno, kot sem že na začetku rekla. In kako? Ni naravno, zaradi raznih okoliščin lahko postaneš, ampak priučen, ni to tisto pristno v tebi. Ampak kaj hočem povedati? Če ste ta kombinacija sangvinik, flegmatik, ste najbolj priljubljeni v družbi. Verjetno nimate urejenih financ, verjetno ste v dolgovih, verjetno ne veste, a boste jutri imeli za hrano ali ne, ampak vas to ne skrbi, ker se vedno znajdete, ker ste priljubljeni, ker vas drugi imajo radi, ker vam drugi prinesejo. Ta kombinacija je usmerjena v odnose. Razlika, sangviniki so tisti, ki uletijo in pritegnejo pozornost, flegmatik je pa tisti, ki je modro, tiho, opazuje se, usede v najbolj udoben stol in čaka, da k njem nekdo
pristopi. A veste, kje je najljubši šport flegmatikov? Ribolov, ker riba k njim pride. Ko pa se flegmatik počuti sprejetega, boste presenečeni, kako je inteligenten, kako je odkrit, kako veliko govori, kako pametno govori, kako zna biti duhovit. Ampak, ko se bo počutil sprejeto in varno. Torej, če imate take otroke, je zelo pomembno, da jih vzgajate, da jim pripravljate to varno okolje. Slabe lastnosti flegmatikov, v bistvu on jih res ima najmanj. Največja slaba lastnost je, da ne mara prevzeti odgovornosti. Ne mara se odločiti. Kaj to v praksi pomeni? Meni je vseeno, jaz bom za, ti povej, hkrati pa, če se jaz napačno odločim, pa zna pikant. Sej si ti povedala, sej si ti rekla, moja hči je to pri 3 letih. Ne vem, kaj šlo se za neki jogurt, Ana Marija, a boš jogurt, jaz vzamem jogurt ti dam, ni ga do konca pojedla. Ana Marija, zakaj ne boš jogurt do konca pojedla, pokolerično, a ne? Zakaj si ga pol odprla? Saj ga nisem jaz, saj si ga ti. Ali se pri 3 letih, to je enostavno v tebi, določene stvari so enostavno v nas. Mali melanholik, tisti, ki imate melanholike otroke, kolikor hodi že pospravlja igrače. A imate te izkušnje, ki imate melanholike? Mali kolerik že od majhnega, že v zipki vam bo komandiral in se metu po tleh, če ne bo po njegovo in ko odraste, ostane enak, samo da potem stvari meče po tleh. Mali flegmatik, kamor ga postavite, tam ostane, dokler mu rečete, da se premakne in tako ostane tudi, ko odraste. Kaj to v praksi pomeni? Torej še enkrat, flegmatiki ne marajo prevzeti odgovornost. In to je njihova največja slaba lastnost. Ne marajo se odločati, ne znajo biti motivirani, rabijo veliko časa, da se lotijo stvari. V praksi na enem sestanku, s tem zaključujem, pa to, oziroma še eno zgodbico bom povedala, če mi dovolite. Imate sestanek, treba je neko idejo producirati in zdaj sem vidik reče, jaz imam idejo, zabavno bo. Kolerik reče, daj bo tiho, to je neumno, naredili bomo po moje. Melanholik reče, a mi lahko date nekaj časa, da o tem razmislim? In flegmatik reče, meni je vseeno, jaz bom za, zmenite se. Tako zgleda v naši praksi, a ne? A imam še 1 minuto za eno zgodbo, da vam povem iz življenja? Hvala. Pred leti sta na moj seminar hodila mož pa žena. Ona dva sta javno povedala zgodbo, tako da jaz lahko ponovim, Cvetka in Roman. Predtem je še ona sama hodila in vedno imam v sklopu šole odličnosti in vedno začnem s tem seminarjem. In pride ona na naslednji seminar in reče, gospa Nena, hvala za vaš prejšnji seminar. Zdaj vem, da s tem možem nič narobe, je samo flegmatik. In potem naslednjo sezono oba dva hodita in govorita ona svoje izkušnje. Pravi, prideva mi dva iz štacune, iz trgovine, s fasunga. Razumete, kaj je fasunga? Poln avto, hrana in tako naprej. Moj mož zapelje v garažo, počas, on tam nekaj parkira, okrog avta. Jaz hitro skočim van po bašem vrečke, znesem tam, v tisto predsobo, ona dva sta bila na prvem nadstropju, mama v pritličju. Pravi, znesem vse vrečke ven iz avta, pustim jih tam, nekaj vrečk vzamem in nesem gor. Nekaj vrečk pa je ostalo. Čez čas pride moj mož za mano, brez vrečk. Pravim, a nisi prinesel vrečke? Nisi mi rekla. Zdaj pa njegova zgodba. Pravi on, jaz sem videl vrečke, ampak nisem vedel, a so za v klet, a so za gor. Kaj, če bi bile za v klet? Jaz bi jih pa prinesel gor, to bi bilo dvojno delo. A se spomnite, ko ste pravila? Ja. Torej, dragi in spoštovani, jaz se vam res zahvaljujem za ta današnji čas, da ste investirali. Hvala tudi za dobrovoljne prispevke. Resnično naj vas Gospod Bog silno blagoslovi, naj prinese ozdravljenje, osvobojenje v vaše odnose, njegovo ljubezen, njegovo odpuščanje. Dajmo drug drugega gledati z Božjimi očmi. Res smo dragoceni, res smo edinstveni, nismo pa nezmotljivi, nismo nenadomestljivi. In jaz vas res prosim, dajmo se sprejemati to drugačnost, dajmo izhajati iz tistega, v čem se strinjamo, to, kar je dobro drugemu, in dajmo tolerirati tiste šibkosti, ki niso življenjsko pomembne, in ker če jaz zahtevam vse, da je po moje, potem vas teptam
In dajmo se imeti radi, življenje je tako kratko. Imejte se radi, bodite pozitivna sled v negativnem svetu in resnično hvala, da ste prišli. Hvala. Hvala. Hvala za vašo pozornost. Njeno lahko najdete na spletni strani Šole odličnosti. Pozornost.